spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni na nocojšnjem malo za literarno šalo in malo za res večeru z Dragom Pirmanom v uk in up. Nocojšnji večer je zadnji v letošnjem jubilejnem letu. Praznujemo namreč 20. obletnico delovanja literarne sekcije, ki sovpada slučajno tudi z 90. obletnico društva, zato bodo nocoj podarjene tudi jubilejne značke Javnega sklada za kulturne dejavnosti in sicer za področje literarne dejavnosti. V naši sredi toplo in srčno pozdravljam nocojšnjega gosta, prosim en aplavz. Vaščana, soseda in knjigosladkosneda gospoda Draga Pirmana. Podpredsednico Zveze kulturnih društev, gospod Lučko Černelič. Predsednica Sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice, gospod Jan Kosar. Glasbena gosta in prijatelja, ki sta svojim bogatim in dolgoletnim delom močno zaznamovala ustvarjanje našega društva, gospod Elizabeto in Dragotina Križaniča. Vse cenjene prejemnike jubilejnih značk, ki ste in gradite kulturni utrip našega kraja, vse so ustvarjalcem nocojšnjega večera, ki pa ne bom predstavila, ker nekaj ostane zaenkrat to malo skrito zavito. Ter vse cenjene vaščane, sosede, prijatelje in znance. Uvodoma nas bosta svojim petjem pozdravila in ogrela Beti in Drago, ki sta za nas pripravila Vsa si pesem stoterih spleti, mehko melodijo trosiš, ko jo z mladim jutrom od okna k oknu nosiš. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v slapu, brezju nihaš, klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v slapu, brezju nihaš, klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. Vsa si pesem v tisočerih prsi, domotožne slike rišeš in ob vsakim vrnitvi solzo hrepenečo brišeš. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v slapu, brezju nihaš, klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. Sem si kar sama zadala prav poseben privilegij, da na kratko predstavim nocojšnjega gosta, ki je hkrati tudi moj sosed. Vse se je začelo z deklico z Mihovega mlina, ki je bila moja prva zaresna lutkovna predstava v vrtcu, po moji oceni vredna lutkovnega gledališča ljubljanskega, in nekega popoldneva, ko sem bila po Dragovih besedah jaz v penziji in on brez pouka, pa sva ravno našla čas,
Ali je bilo morda ravno obratno? Drago je slučajno mož moja vzgojiteljica iz vrtca, Marjane, torej mož iz ozadja. Zdaj, ne me narobe razumeti, ne? Kot mož je on čist spredi, vse štima, ne? Dobro, zdaj to tudi nisem dobro povedala, no? Ampak čist okej je, no? Skratka, pustimo, da se ne bomo zapletali. Skratka, je mož. Je mož, ki je Marjani, moji vzgojiteljici in mentorici, res veliko pomagal. Skupaj sta izdelovala čudovite lutke, lutkarske odre, manjše, večje, pa vseh sort rekvizite in številne kljukice in obešala, ki so nam, lutkarjem, pomagali pri igranju. Da je res mož iz ozadja, lahko vidite tudi na fotografijah, lutkovna skupina, Drago, da ni. Lahko gledamo, iščemo, ni. Njega ni. Da ga ni nikoli na nobeni, pa vsi vemo, da je bil lučkar in roadie, obvezno spremstvo dedka Mraza, ali pa celo on sam, ampak tega se z zagotovostjo ne spominjam. Torej vse, kar si sploh lahko zamislite, in da ne bo pomote, moj dedek Mraz je bil Ivan Foksov. Sam zagotovo vem. Poskrbel je, da smo se, lutkarji, povabili na šolo v Krško, kjer nam je Kaj Tankovič posebno na prtičke narisal eno žival. Meni osebno je narisal račko. Poleg dejstva, da je mož, je tudi moj sosed. Najprej so se naše poti srečale v bloku in kasneje še v hiši. Sosedstvo nam je bilo usojeno. Ko se je iz naše garaže močno iskrilo, pa ne samo zaradi fiberca in varjenja, je bil pri njih vrabi bolj fin, smirkov papir. Pričevalci bi povedali, da je iz garaže pomotoma kdaj odtaval kakšen izgubljeni mejdun. Kaj rečete, ne? Kot sosed se je ukvarjal z bolj inovativnimi, pa tudi z umetniško-restauratorskimi deli. Ko so pri nas nastajali peč, kalender, prikolica, so pri njih nastajale lutke in, prav posebna zadeva, je pobegnila. Glavno, da niso jajca. Zdaj bi se pa res podrobila. Bomo luč ugasnili, pa bomo nadaljevali po luči. Pa malo. Torej, ko so pri nas nastajale galendre in tiste zadeve, kar sem jih omenila, je pri njih nastajal tudi zlep rdeč amin, zgolj s silikonskimi vlakni in lepilom za čolne. In glej ga zlomka, kaj je vse ta amin zmogel. To pa je zapovedal. Kaj ne, da? Je knjižničar in zato načitan ter namazan vseh sort zgodbami, anekdotami, pravljicami, modrostmi, kot kakšen Merlin. Pripoveduje tako, kot bi piškote v mleko namakal, ali pa jedel orehove napolitanke naše sosede Pepce, ali pa mamin jabko štrudl z orehi. Skratka, izjemno izbrano in fino. Je strasten navdušenec in zbiralec knjig in še česa, zato ni čudno, da je ravno on tisti, ki je predstavil mini Bolonjo številnim otrokom doma in širše. Marsikatero sosedsko druženje je začinil s pesmijo ali pravljico, ki je na površje priplula kar tako, mimo grede, in nam začinila večer. Zdi se, da vseh sort modrosti kar vre iz njega, ali pa jih ima polne žepe. Nemara jih skriva celo v nogavicah. Spoštovani, spoštovane, z nami je, že pritekam, Drago Pirman. Ni drugi, ampak rojen prvega dne v znamenju Vrtnarja in prvega leta po osvoboditvi po koncu druge svetovne vojne.
Ob rojstvu sem imel približno 20-krat manjšo težo kot danes, dolg sem bil menda kot štruca kruha, za čevlje sem bil pa še malo pod številkami. V zadnjih letih se neutrudno bližam 100 letom, saj mi bo do njih vsak hip manjkalo le toliko, kolikor sem jih štel ob poroki. Vsako leto se malo bolj skrčim, saj opažam, da imam vedno daljše hlače, oči pa vedno bolj uprte v tla, kot da še vedno iščem nekdanjega psa. Mama je bila Poljakinja iz Varšave, ki jo je oče kot sopotnico pripeljal iz nemškega taborišča. Starša sta me vzgajala ne le biseksualno, pač pa tudi dvojezično. Morda sam prav zato še danes zagovarjam dvo- ali večjezičnost v družinah, saj tako pridobljeno znanje tujega jezika lahko bogata naložba v prihodnost. Žal sem z leti postal tipičen primer jezikovno asimilirane druge generacije, saj je po ločitvi od staršev, berite in poslušajte poroka, obveljal le slovenski jezik. Živeli smo v Medvedovi v Ljubljani v Šiški. Če si šel do konca ulice proti mestu, si zašel na dvorišče pivovarne Union in še danes se spomnim vonja melase, ki je kapljala iz vagonskih cistern na železniški postaji Šiška. Takrat, če ni bilo hale Tivoli, in prav dobro se spomnim, da sem v neki šoli na hodniku presenečeno zagledal sliko povojne drobilnice kamenja in obrata za izdelavo betonskih cevi za kanalizacijo, prav tam, kjer je danes parkirišče za halo Tivoli. Tam je bilo takrat tudi otroško igrišče z železnimi gugalnicami in peskovnikom, v katerim sva gradila peščene gradove z Aljošo Žorgo, kasnejšim uspešnim košarkarjem. Tam blizu je bila še dolga leta vojašnica z dolgim kostanjevim drevoredom, naprej proti mestu pa stadion in kopališče Ilirija. Spomnim se tramvaja, ki je povozil mačka in kako sem po zimi spodrsnil in padel z zubmi na tračnico, pa menjave granitnih kock z asfaltom na bivši Celovški cesti ter velikih zapornic, ki so se sčasoma umaknile današnjemu podvozu. Ljubljanski hrib Rožnik je bil večkrat moj drugi dom in na diapozitivu je ostal čudoviti petelin, ki je izoblikoval ognjemet v kmečki ohceti 1964 leta, ko sem maturiral na Šubičevi gimnaziji. Gimnazijska leta so mi ostala v lepem spominu. Ves ta čas mojega odraščanja je popisan v dnevnikih, ki hranijo večino dobrih in slabih doživetij. Naša razredna mati je bila profesorica Marija Saje, Novomeščanka, ki je živela skoraj bolj za francoski kot za slovenski jezik. S povabilom za sodelovanje v dramskem krožku v tujem jeziku me je zavedno priklenila nanj s poudarkom na francoski dramatiki in poeziji. Z igrami v francoščini in recitali poezije smo nastopili v Ljubljani, Celju, Novi Gorici in celo v Beogradu. Da malo pokomentiram, jaz bi rekel, dobro, dve vejce si spustila, pa kakšnih hurga, če se lepo pozna. Moram povedati, komentirati pred tisto, kar je Jana povedala. In sicer sem se spomnil na našega Mija, da te avti so mi zmeraj bili v redu, čeprav zgledal kot neka čudna škapla na cesti. Ampak toliko, kolikor je za našo hišo, tisti avto naredil, pa zdaj pa ne nobenil. En sam dogodek bom opisal. Prikolico smo imeli in ko smo hišo gradili, smo rabili tiste metrske betonske cevi za greznico. In jaz se pelem z prikolice dal po tisto cev in mi jo lepo s tistim, kaže bruhija, pa kažem kaj, naložijo in prikolico čist dol. Tako da blatniki so bili na kolesih. Jaz sem rekel, koliko je pa tole težko? Ja, rekel, tako nek 950 kg. Kako pa je za vrtiča prišel? A mi ima 600 kubikov, to je tako kot spaček, isti motor. In v tistem času še ni bilo motorjev sinhroniziranih tako, da si s prve v drugo lahko šel sinhronom, ampak si moral obvladati vmesni plin. To je bilo tako fajn, gont, po prvi, hiter v nulo, pritisni gac, džof naprej v drugo. In pol je šlo.
In jaz sem zagnal tako, kot da mislim vrh Triglava pride. In se spelo s prvo, ni šlo v drugi, sploh ni bilo govora, ampak s prvo je potegnil hodič čist do vrha in počel tam prvo smo, oziroma tam zraven smo obrnili in ko smo imeli tam po travniku nekam sem pel. Sem bo pesem najprej pokazala, potem vam jo bom pa prebrala. Prav, ja. Drago bo pa bolj pokomentiral, zakaj sem jo pokazala najprej. Vademekum, preden odideš, odloči se. Jezdila bova, dalec stran, iglice bodo drhtele za manj. Mesečina enakomerno vodi noč preko orošenega jutranjega vetra. Drago, predajam komentar. Ja, komentar je v tem smislu, da je za nalač, tu pač ne morate tako daleč videti, z rdečo barvo napisan naslov in potem z rdečo barvo prve črke tega naslova Vademekum po slovensko pomeni pojdi z menoj. In jaz sem potem prevod napisal pojdi z menoj, tako da se vsak verz začne s to črko pa in tako dalje. Sem je pač posrečilo, ne vem kaj je bilo, mogoče smo takrat perilo na manj obratov upravljali, da je bilo pa kednika. V glavnem, kaj sem je posrečilo in je bilo vredo. Sem vesel, da je tako nastala. Ja. Svetlova. Prihajaš iz neskončne razdalje, pa vendar si blizu, ko prižgem cigareto. Napeto strmijo vate moje oči, ko se mi v možgane zasajaš. Neskončne razdalje, ki nisem jim kos, neskončna je želja, da hodil bi bos po tebi, Svetlova. A ti mi uhajaš. Kratek komentar, ja. Tole, ker sem napisal, prižgem si cigareto, to sem jaz bolj žene pustil. Na koncu je pa tisto, ko mi Svetlova mi uhajal. To bo zanimivo sam zaradi tega, ker je ta pesem nastala potem, ko sem jaz začel paziti, da me Svetlova uhaja. Pelil sem se z avtom dol po tem Rtičkem klancu, potem naprej gledam, tako nekam vse skupaj mi gledam je bilo, šajbni bičar je vštekam, to je bilo v redu, vse je bilo čisto sam, pa sem začel učiti, ko bi se ne pomagal. Nekam čudno me je gledala, pa sem tako, pa kam mi ta Svetlova uhaja, vlapce, nikoli iz tega pesem nastala, je bilo pa to začetek. Zimska roža. Počasi, kakor večnost pada drobni sneg, nalahno naletava, se nežno odpira v srcu cvet, drhteče pozibava. O naj le pada drobni sneg, naj vse pokrije, na svet se lije rožest cvet, ki iz srca klije. Ja, to je bilo pa tako, da kot sem upal, da bom prebil normo pri kidanju snega, jaz sem kidal sneg, pa sem odkidal eno rožo in je ta roža se bili kazala ven, potem je to iz tega nastalo. Ampak sem videl, da sem se zastojn trudil, ker snega je bilo čisto sam do kolen, če si poklekl.